Dober dan. Danes pa nekaj besed o eni izmed najbolj priljubljenih tem v sodobni književnosti oziroma kinematografiji. To so vzporedni svetovi oziroma vzporedna vesolja. Ne samo, da so najbolj priljubljeni, skoraj povsod so. In vprašanji, ki se pojavljata ob tem, sta dve. Kdaj se v literarnih delih sploh prvič pojavi vzporedni svet? In zakaj se pojavi? Najprej k prvemu vprašanju. Kdaj se v književnosti pojavijo vzporedni svetovi? Odgovor je preprost. Ne pojavijo se. Tu so že od samega začetka. Književnost je namreč sama po sebi vzporedni svet. Le da smo mu mi včasih rekli domišljijski svet. Svet, v katerem smo lahko živeli, ne da bi nam tam bilo treba bivati. Vprašajmo se drugače. Kdaj se v književnosti, ki je že tako ali tako vzporedni svet, pojavi še dodaten svet? Kdaj v zgodbi junak naleti na nek nov svet, ki se odpre pred njim? Tudi tu je odgovor podoben. To poznamo že od začetka. Pravzaprav ne od začetka, že pred začetkom, v mitologiji. Spomnimo se samo grških bajk, kjer obstaja tudi vzporedni svet, svet umrlih, Had. Junaki, na primer Orfej, so ga lahko obiskali in se nato vrnili v svoj svet. Podobne svetove najdemo tudi v drugih mitologijah. Ne samo, da se pojavljajo, že 3000 pred našim štetjem književniki o teh vzporednih svetovih tudi razmišljajo, se v njih sprašujejo. Recimo kitajski pesnik Zhuo. Nekoč je sanjal, da je metul. Ko pa se je prebudil, se je vprašal: ali sem metul, ki je sanjal, da je Zhuangzhou, ali pa sem Zhuangzhou, ki je sanjal, da je metul. Kakšno stoletje poprej, na popolnoma drugem koncu sveta, o teh vzporednih svetovih razmišlja grški filozof Platon. Verjame, da obstajata dva svetova. Svet idej in materialni svet, v katerem živimo mi. V svoji knjigi Država predstavi znamenito podobo votline, v kateri živijo ljudje in vse, kar vidijo, je stena, na steni pa sence, ki jih mečejo predmeti in bitja, ki živijo zunaj, v resničnem svetu. Mi torej živimo v svetu senc. Če gremo iz antike v srednji vek, najbolj znamenito delo tedanjega časa, božanska komedija Danteja Alighiera, zopet govori o čem? O vzporednem svetu, o onostranstvu, torej peklu, vicah in nebesih. Obdobje pozneje, renesansa, prav tako. Znamenita utopija Michaela Moora, ki govori o možnem drugačnem svetu. In tako gremo lahko po vseh obdobjih, recimo razsvetljenstvo. Se spomnimo Gulliverjeva potovanja in svetove, ki jih je srečeval. Če gremo v 19. stoletje, najbolj znamenito klasično mladinsko delo Alice v čudežni deželi. Kaj stori? Ko skoči skozi zajčno luknjo, stopi v svet, ki deluje po popolnoma ne samo drugačnih pravilih, ampak popolnoma drugačni logiki. 20. stoletje pa seveda polno zgodb o vzporednih svetovih in vesoljih. Omenimo samo najbolj znamenitega med klasičnimi pisatelji, to je Jorge Borges, argentinski pisatelj. Kar nekaj zgodb na to temo je napisal, ne omenim zgodbo Vrt razcepljenih poti, ki bi morala biti v bistvu klasična vohunska zgodba, je pa v nečem zelo drugačna. Vsak trenutek namreč vsebuje neskončno število možnosti, ki se lahko razvijajo v zelo različne prihodnosti. Najbolj so seveda znani vzporedni svetovi iz znanstveno-fantastičnih romanov, iz fantazijskih zgodb. Tole bi lahko seveda našteval do jutra, bom pomenil samo eno tako prekrasno zgodbo, to je Neskončna zgodba Mihaela Endeja. Bolje, da gremo k drugemu vprašanju. Zakaj se pravzaprav vzporedni svetovi tako množično pojavljajo prav v sodobnosti? Kako to, da so postali tako pomembni? Vrnimo se k našemu romanu Anomalija, ki ima enega izmed odgovorov. Kot se spomnimo, tudi tam se svet podvoji, se letalo, ki je že pristalo, ponovno pristane 3 mesece pozneje, z identičnimi potniki in z isto posadko. Tako se ustvarita dva svetova oziroma dve različici istih oseb, ki živita vzporedno življenje. To odpira številna pomembna vprašanja. Najprej, kaj sploh pomeni biti jaz? Kako smo lahko izvirni, unikatni, če obstaja še nekdo, ki je popolnoma enak, z enakimi spomini, izkušnjami in osebnostjo? To ni nepomembno vprašanje v svetu, kjer velja, da je pomembno biti drugačen. Drugič,
Roman raziskuje, kako se bomo na svojega dvojnika oziroma vzporedni svet odzvali. Nekateri se spoprijateljijo s svojim dvojnikom, drugi so pretreseni, tretji so jezni, četrti ga ubijejo. Torej, kaj storiti? Tretjič, resničnost. Kaj je to sploh resničnost? To je eno najbolj pomembnih vprašanj, ki ga postavljajo vzporedni svetovi. Če lahko v nekem trenutku obstajata dva identična svetova, katera verzija je prava? In če sta obe pravi, kje je meja? In kje je meja med resničnim in izmišljenim? Vzporedni svetovi izzivajo tudi naše razumevanje sveta kot nečesa predvidljivega, tudi v fizikalnem smislu. Namreč, če se realnost lahko nenadoma podvoji, potroji, na kaj sploh lahko še računamo? Zelo pomembna posledica vzporednih svetov so moralne in etične dileme. Kako ravnati, ko se srečujemo s temi svetovi, z dvojniki? Kateri svet ima večjo pravico do obstoja? In če, zakaj? In če ne, zakaj ne? In kateri svet je pravi? Potem tudi zelo pomembna stvar, ki jo ponujajo vzporedni svetovi, so možnost oziroma priložnost, da svoje odnose, življenje, misli zaživimo v popolnoma novi luči, popolnoma novi perspektivi. Kako bi naša življenja izgledala, kaj bi se z njimi zgodilo, če bi imeli možnost drugačnih izbir, na katere zdaj niti pomisliti ne morem. Kaj bi se zgodilo z nami? Kaj bi obstalo v našem življenju? Kaj bi izginilo? Če tukaj zaključim, vzporedni svetovi, njihova popularnost izvirata iz enega dejstva, da so odlična metafora za naš sodobni trenutek. Odpirajo namreč najbolj pomembna sodobna bivanjska vprašanja. Toliko o tem.